Najprej bi želel razložiti ta nenavaden naslov. To je v bistvu naslov enega mojega manifesta, ki je leta 2008 izšel v kulturni prilogi Primorskih novic za dan, Prešernov dan kulture. In ideja je, da smo se do zdaj dvakrat osamosvojili. Prvič smo se osamosvojili od Avstro-Ogrske monarhije in se odločili, da se pridružimo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. In drugič smo se osamosvojili, se veste, od Jugoslavije. Ampak obakrat nismo bili zadovoljni, niti z Jugoslavijo, in zdaj zadnjih 10 let, 15 let jamramo, da nam ni všeč to, kar je nastalo. Zaradi tega, v tem kontekstu je nastala moja ideja o tej tretji osamosvojitvi. To pa zato, ker mislim, da je vloga umetnosti, jaz pravzaprav danes tukaj predstavljam umetnost. In vloga umetnika, bom raje rekel tako, vloga umetnika je, ena od vlog umetnika je, da poskuša videti, kaj se dogaja in kam dogajanje vodi in vzpostavljati vizijo, spreminjati morda vizijo, ki sledimo. In tako to je ena tema, o kateri bi rad nekaj besed. Sicer je ideja te tretje osamosvojitve, da se pa ne bo mogoče več od koga drugega osamosvojiti, ampak bi se moralo osamosvojiti od svoje nesamostojnosti. Ta nesamostojnost je v tem, da smo zelo negotovi glede naše identitete kot človeških bitij, kot enih od petero kraljestev te zemlje, mislim na minerale in na rastline in na živali, na elementarna bitja. In če te svoje vloge ne poznamo, mislim tukaj na kontekst antropocentrične civilizacije, ki smo jo v zadnjih tisočletjih gradili in jo gradimo, to se pravi civilizacija, ki je zaprta v svoj lastni obod in vse druga bitja gleda kot druga bitja, ne pa kot sobitja. Seveda, če čustveno gledamo, potem mi imamo radi živali in rastline in gore in tako naprej, ampak mi jih ne gledamo kot enakovredne partnerje. Enakovredni partnerji bi pomenilo, da so nam enakovredni v dialogu, v soustvarjanju tega čudovitega planeta. Zame je zelo pomemben ta pojem noosfere, kot ga je moderna znanost razvila, pojem, ki ga jaz seveda po svoje razumem kot umetnik in imam nešteto izkušenj o zavesti gora in morij, zavesti zemlje kot gaje, dreves, živali, nevidnih bitij. Vse to smo bitja zavesti, vključno s človekom. Od Einsteina naprej vemo, da materije ni, da je to določen jezik oblikovanja svetlobe. Zakaj bi potem ločevali? Nimamo razloga ločevati. Počasi tudi ugotavljamo, da imajo rastline svojo zavest. Mi, ali pa če zase govorim kot umetnik, imam pravico se pogovarjati z drevesi in z gorami in od njih sem se pravzaprav vse naučil, kar vem o življenju, neposredno. In vidim to možnost sodelovanja, soustvarjena. Jasno je, da ekoloških problemov, ki smo jih ustvarili na tem planetu, nismo več sposobni rešiti. To gre svojo pot.
ampak lahko rešimo samo z dialogom, z medsebojnostjo, z biti narave, predvsem pa s to celovito integralno zavestjo, ki je vsa ta bitja, ki sodelujemo na tem planetu skupaj z materjo življenja, Gajo, kakor jo hočemo imenovati, z dušo zemlje, skupaj lahko naredimo čudež. Ampak zato je potrebna sprememba. Jaz recimo delam permanentno s slovenskim prostorom in moja izkušnja je ta, da nismo zemljeni, tukaj jaz poznam slovenski prostor, fantastičen, kot en fantastičen prostor. Jaz delam v okviru 12-dimenzionalne podobe sveta in vsi ti potenciali, ki so onkraj ozkega dosega razumske zavesti, ostajajo ob strani, ne sodelujemo z njimi in na ta način jih ne moremo vključiti v tek dobrin. Zato ta ideja o tretji osamosvojitvi ima več točk. No, ena od teh točk je tudi ta, da se obstoječi ekonomski sistemi obnavljajo s krizami in z vojnami. Smo videli, da ne gre drugače, zmeraj rečemo, da ne bo več vojne, se odločimo in podpišemo in potem smo pa sredi hujših vojn kot kdajkoli morda. Zaradi tega mislim, da je treba uvesti neke bistvene spremembe in ta tretja osamosvojitev, kot rečeno, ni zunaj nas, ampak je znotraj nas. Eno točko sem že omenil in to je, da najdemo svoj način, kako smo integrirani v celoto življenja, tako da med nami teče informacija, zavest, pretok zavesti, energije in izobilja, in življenjskega izobilja. O milijonarjih ne bom govoril, ampak seveda so težava, ampak mi sami sebi ne dovoljujemo, da bi vstopili v cikličnost narave v tem večdimenzionalnem smislu, ko se pretaka iz nevidnih na vidne nivoje, se reče manifestacija, utelešenje in potem nazaj, da se regenerira na nevidnih nivojih, tako kot spimo in smo budni. Druga točka te osamosvojitve je samospoznanje. To pa ne samo spoznanje v smislu mentalnega samospoznanja, ampak predvsem, da najdemo stik s svojo celovitostjo. Mi smo se navadili živeti kot polovica človeštva, druga polovica je pač trenutno ni vidna, je nevidna, ampak ta dve polovici, to se pravi predniki in zanamci na eni strani in pa utelešena človeška bitja, to je ena velika celota, spet kroženje, to je neko ciklično kroženje in mi smo se iz tega kroženja izključili in mi kot ena polovica, dualizem, na najglobji ravni uvajamo dualizem, mrtvi so na eni strani, živi so na drugi strani, brez da bi bila kakšna povezava. Mislim, da to recimo je ena od takih točk, kjer gre za nek osebni, ampak ne samo premik, ampak da zberemo ta pogum, predvsem pa bi morali tudi otroke učiti že teh odnosov, kako lahko se dojemamo. Največ se ukvarjam s tem, ker se mi zdi bistveno, kako človek je spet sposoben dojemati te tako imenovane vzročne, to se pravi arhetipske razsežnosti, ki sežejo tja do božanstva. Ne da o tem razmišljamo, ampak da živimo. A me boste opozorili, ko moj čas izteče?
Želel bi vas opozoriti še kakšno minutko časa imate. Minutko približno. Aha. Na kratko, ja. O tem manifestu osamosvojitve. Poleg tega, jaz tukaj sedim danes kot umetnik, ki ima tudi neko nalogo. Jaz v umetnosti ne vidim ločeno od življenja, ampak je ena vloga v življenju. Recimo, jaz gledam tukaj, kako sijajne ideje, katerim tudi ploskam, se izgovarjajo, ampak pravzaprav je vloga umetnika ali pa umetnosti, da se učimo, kako se stvari utelešajo, to se pravi materializirajo, kako ne ostanejo tako kot en oblak v zraku, ko jih izgovarjamo, ampak kako najdejo pot do uresničenja. To je seveda odvisno tudi od osebne integritete posameznikov, ampak je tudi določena tehnologija, je nek določen jezik, način, kako izgovarjamo svoje ideje, da lahko zavibrirajo v tistem, kar sem imenoval noosfera, to se pravi ta celovita zavest, tako da spet mislim, to je nek nivo, ki ga lahko slišimo, čeprav ne slišimo. Zato, ker zveni znotraj nas kot delov členov te velike celote. In ja, verjetno je minuta mimo. Lahko zaključite s kakšno mislijo, ki nas bo še dolgo spremljala. Ja. 5 sekund tišine. A lahko? Hvala. Teh 5 sekund je bilo zaradi tega, ker me zelo zanima to, kako se nekaj, kar se izgovarja, upiše v univerzalni spomin in na ta način postane potencialnost uresničenja. Ja, hvala lepa.